Delavci ta sporazum imenujejo kar dogovor za ohranjanje delovnih mest. In prav to je njegova srž, da kljub manjšim naročilom delavcev ne bodo odpuščali. Ukrepi bodo drugačni. Delavci so se, da bi le obdržali delo. Gre pa za to, da smo določene zneske, ki so drugače izplačevani v enkratnih zneskih, pretvorili v nedelovne dneve. Te nedelovne dni torej bodo za prilagajanje proizvodnje v podjetju uvedli do konca leta, pa tudi kasneje, če bo to potrebno, izpostavlja prvi Revozov sindikalist. Da gre za določene zadeve, ko smo imeli že prej dogovorjeno, pomeni za določen dvig plač, za letno nagrado. To imenujejo nekatere božičnice, pa nas je letna nagrada, ki se navadno izplačuje konec leta. Pungaršič je potrdil še, da bodo po 28. septembru obratovali v 2 izmenah, občasno pa bodo imeli še kakšen dela prost dan, kot se je to že zgodilo v juniju. Različne ukrepe so predvideli tudi za obdobje od začetka leta 2013 do leta 2014, ko bodo začeli z novim proizvodnim projektom Edison. Zamrznitev plač in pa ne izplačevanje individualnih nagrad, ne napredovanja, letna nagrada malce znižana. Nismo pa posegli v osnovne plače zaposlenih. Regres jim bodo izplačali v višini minimalne plače, možno je tudi skrajšanje delovnega časa, med možnimi ukrepi pa so še neplačana odsotnost dela in čakanje na delo doma. Odpuščanje presežnih delavcev pa je resnično zadnja možnost, poudarja Pungaršič, prepričan, da do tega ne bo prišlo.